Ta projekt, ki zdaj tukaj nastaja, kaj vas na njem moti oziroma zakaj ste danes tukaj? Ja, ker se nam bo kvaliteta življenja v Rogozi poslabšala. Prvič, veter, pol ti kmetje na tem zemljišču verjetno niso smeli gnojnice polivati, ker spod je vodovarstveno območje, tu pa verjetno bojo. In nam bo še smrdelo po celi vasi. Smo za to Magno, za predvsem rabimo delovna mesta, ampak sigurno ima država neka nadomestna zemljišča. Ne pa, da se zdaj norca dela, naj občina sama poišče. Tu druge prostora ni. Tako da za gospodiranje gozdov nikakor niste? Ne, nikakor ne. V bistvu cela zgodba, po mojem, vse na silo ustvarjena, oziroma na silo se hoče nekaj zgraditi. Po mojem mnenju dela se velika škoda, ker uničujemo, se pravi, rodovitna polja in pa seveda gozdovi, ki so tudi na koncu koncev, če pogledamo to zadevo, so tudi tovarne, ki jih rabimo za kompletno populacijo. Ne samo tovarne, ki so zidi, pa njih, bi rekel, stroj za proizvodnjo. Tako da tu menite, da kaj bi bilo bolje najti kakšno drugo lokacijo? Vsekakor, bolj primerno je tam, ki se manjša škoda dela. Tudi predvsem iz vidika ekologije. Kot lovec se absolutno ne strinjam s tem, ker je stanišče prosto živečih živali, se krči vsak dan, s tem pa je veliki poseg v stanišče teh naših živali. Tako da niste nikakor, da bi se ti gozdovi krčili kot nadomestilo za njive? Glejte, ogromno se je že skrčilo, ogromno. Jaz sem že toliko star, da se spomnim, da na tem področju ni bilo nič, niti letališča, tu so se pasle krave, tu je tekel potok Poljanščica nekoč, tu je bilo življenje prosto živečih živali, danes žal tega več ni. Zdaj, če še bo to zraven, je še toliko bolj problem, je pa zopet problem, ljudje rabijo tudi delo. Tako da menite, da je treba najti neko... Neki kompromis je treba najti. Zaradi šume. To vas najbolj moti, da bi se to podiral gozd za nadomestilo za zemljišča. Kaj pa drugi vplivi, kakšno mnenje ste si ustvarili iz tega medijskega poročanja? Ker z tega bo tako, če bo šumo podali, bodo pol parcele gradili, ne kmetijsko zemljišče. Aha, tega, to se bojite. Ne bojim, pa tako bo, Kaj pa sicer to, da prihaja Magna, da se neka delovna mesta mislijo narediti, ustvariti? To pa je, ki pravijo, da bo 3-4 tisoč, vse tega pa piše, da je 100. Vse nas skrbi za okolje. Vsi si želimo živeti v zdravem okolju, pa vendar mislim, da je Magna kot koncern dovolj velika, da se mora zavedati in da bo tudi upoštevalo vse varnostne ukrepe, da bo zagotovilo tu, da ne bo vplivalo na naše okolje, da bo slabo za zdravje ljudi. Kaj pa ta sečenja gozda, ki se zdi marsikomu sporna, da nimo zaradi vetrov izginjanja živali? Ja, to so pa dvojna merila, Tudi, ko se je gradil Rutar, ko se je gradila Leclerc, so bili uporabljeni tudi tile njive, gozdovi, pa vendar se takrat ni nihče bunil, nobenega ni motilo. Isto zdaj v Šiški, v Ljubljani gradijo največji trgovski center. Mogoče imamo več podpore dajemo graditvi nekih trgovskih centrov, ker se bojimo, da mogoče država ali pa vlagatelj vseeno ne bo upošteval nekih okoljevarstvenih norm. Vi ste prepričani, da jih bodo? Ja, jaz upam, da jih bodo prepričani. Mi smo svoje tako že povedali dosti krat, Koša ne bomo dali. Vse drugo nas ne zanima, naj delajo, nismo nič proti, pač Koša ga ne bomo dali. Tako da ta delovna mesta... Danes je en lepi dokaz vetrov, ki nas okrožajo, ne želimo jih si še več. Ker počasi smo delali take strehe kot na Primorskem. Prvo betoniramo, pa cilj gori. Kaj torej menite, da bi bilo treba pač najti drugo rešitev? Vsekakor, zemljo naj drugje, če že mora biti to tam odmeščenje, nekje naj najdejo, vse zemlja je dosti. Samo treba malo poiskati, poflikati malo,
ne pa po najlažji poti. Ne. Ta obljuba po delovnih mestih pa jo pozdravljate? To pozdravljamo jo, če glih so pomisleki, ne. Ampak upajmo, no, da bojo neka delovna mesta pa tudi neka zagotovila bi nam lahko dali, da bojo to ljudje z naše okolice. Ne. Ker tudi, koliko vidim, iščejo tudi ne za ravno samo ličarje, tak naprej, tak da bo, upam, se nekaj našlo dela za naše ljudi tudi. Ne. Projekt Magna. Tako je. Mislim, da je za občino zelo pozitivna izvedba te investicije, pa dejstvo, da so dejansko določene ekološke težave, s katerimi se bomo probali danes obadati in jih tudi razčistiti. Ampak mislim, da je takih firm, kot je tale, ki bo Magna danes sem prišla, takih firm je v Sloveniji X, ki je mogoče še bolj nevarna za okolje, kot je ta. Moji pomisleki so edino v tem, če bodo vsi tisti, ki bodo to izvedli, ta projekt, če bodo dejansko držali vseh predpisov, ki so po evropskih direkcijah in pa po slovenskih, katere so še bolj stroge kot pa evropske. In če bodo se tega držali, potem ne bi smel biti problem za izgradnjo tega objekta. Niti nevarnosti za okolje, ker mislim, da tudi tile kmetijska področja, katera so na tem področju, da dejansko škropljenje s pesticidi in pa te razni drugi strupi, katere uporabljajo kmeti za zaščito poljskih pridelkov, mislim, da je to dosti bolj nevarno, kot pa ta objekt nove lakirnice, ker pravijo, da pač lakirnica je največji sporen moment v tem projektu.